Predstavljamo si, da hodimo po cesti in pred nami se ena oseba prime za prsni koš in se zgrudi na tla. V 3 do 5 minutah od srčnega zastoja pride do nepopravljive možganske poškodbe, vsako minuto kasneje pride pa tudi do nepopravljivih poškodb v srcu. Ko se prepričamo, da je varno, da pristopimo, bomo prišli k poškodovancu od sprednje strani, primemo za nadlahti, ga majčkeno stisnemo in potresemo in glasno govorimo: gospod, gospa, ste v redu. Po 10 minutah od srčnega zastoja, če nismo ničesar naredili, bo ta človek, ki je bil klinično mrtev, torej bil v nekem srčnem zastoju, bo možgansko mrtev in ne bo več rešljiv. Tako da, takoj, ko vidimo osebo, ki je nezavestna na tleh in tudi ne diha, začnemo s temeljnimi postopki oživljanja, s čimer podaljšujemo čas do tega, da pride do nepopravljive možganske, srčne in organske poškodbe. In s tem tudi pomagamo človeku, da dejansko preživi srčni zastoj. Če se ta oseba ne odziva, to pomeni, da je življenjsko zelo lahko ogrožena, tako da bomo zdaj na tej točki poklicali ostale mimoidoče, da nam pridejo pomagati. Ker pokličemo na pomoč, pridite mi pomagati. In načeloma na tej točki se ljudje kar dobro odzovejo. Naprej gremo pa mi preverjati dihanje. Ali ta oseba diha ali ne diha. Najprej bomo sprostili dihalno pot. Z eno roko gremo na čelo, z drugo roko na trdi del brade in zvrnemo glavo nazaj. S tem sprostimo dihalno pot. Odpremo tudi usta, da vidimo, če ima slučajno kakšne tujke. Ko se prepričamo, da je dihalna pot prehodna, bomo preverjali dihanje. To preverjamo 10 sekund. Naslonimo se z našim obrazom blizu poškodovančevih ust, pogled usmerimo v prsni koš, tako da lahko gledamo, kako se spušča in dviga prsni koš, čutimo sapo in slišimo sapo. Moje ime je Tina Jakopič-Aškrc, sem specializantka anestezije na UKC Ljubljana in sem tudi vodja mladinske sekcije strokovnega centra pri Rdečem križu Slovenije. Če v 10 sekundah nismo slišali dihanja ali je to dihanje nenormalno, torej ni gibanja prsnega koša, poslušamo samo čudne zvoke, torej grgranje, smrčanje, ni tega normalnega dihanja, ki je prisotno pri človeku, ki spi, je to vse nenormalno dihanje in bomo takrat se odločili, da je ta oseba v srčnem zastoju. Ker če srce ne bije, tudi človek ne bo imel zavesti in ne bo dihal. Jaz sem že v bistvu 3. leta želela biti zdravnica, pol sem prišla nekako do tega, ampak prav s prvo pomočjo pa izobraževanjem prve pomoči sem se začela ukvarjati okoli 17. leta, približno 10 let nazaj. Na tej točki takoj ostalim mimoidočim, ki so prisotni, naročimo: kličite 112, imamo nezavestno osebo, ki ne diha, drugo osebo pošljemo po avtomatski eksterni defibrilator. Ni presenečenje, da sem zdaj specializantka anestezije, tako da nadaljujem moje poslanstvo in upam, da bom dosegla čim več laikov, čim več tudi drugih zdravstvenega osebe recimo, in da jih izobražimo o pomenu prve pomoči, o pomenu oživljanja in kako lahko vsak posameznik pomaga in reši življenje. Če smo sami, vzamemo telefon, kličemo 112, povemo, da imamo neodzivno osebo, ki ne diha in bomo začeli oživljanje. Telefon damo na prostoročno telefoniranje, da smo lahko še vedno na stiku z dispečerjem, ki nam daje dodatna navodila, kako oživljati. Ko smo klicali na 112 in ko smo pridobili AED, slečemo osebo oziroma razgalimo prsni koš, odmerimo, kje je sredina prsnega koša, to je od ključnice do spodnjega rebra, na sredini na prsnici, kjer se stikajo prsti. Tu bomo izvajali stise prsnega koša. S peto dlani se naslonimo na to točko, z drugo roko prekrižamo in se pravokotno naslonimo na poškodovanca. Roke pa zaklenimo v komolcih. Izvedemo 30 stisov prsnega koša z globino 5 in ne več kot 6 cm in s frekvenco 100 do 120 na minuto, oziroma kot bi se peli komad od Bee Gees Staying Alive. To izgleda približno tako. 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Po 30 stisih prsnega koša sledita 2 vpiha. Spet zvrnemo glavo nazaj, tako da sprostimo dihalno pot, hkrati pa še zapremo nos. Z našimi usti objamemo usta obolele osebe in 2-krat popolnoma normalno vpihnemo. Vpih izvajamo 1 sekundo, potem 1 sekundo pustimo, da se prsni koš spusti, ponovno izvedemo vpih 1 sekundo, nato pa takoj začnemo stisi prsnega koša. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Postopek ponavljamo, torej izvedemo 30 stisov prsnega koša, 2 vpiha, 30 stisov, 2 vpiha. Kolikor ne želimo, ne znamo ali ne zmoremo izvajati vpihov, lahko te izpustimo. V tem primeru izvajamo samo neprekinjene stise prsnega koša. Torej ne 30 stisov, potem pa malo pavze, ampak neprekinjene stise, dokler lahko. Stise prsnega koša, če je le možno, izvajamo maksimalno 2 minuti, oziroma dokler smo zmožni izvajati primerne stise, saj le s primerno globino izvajanja stisov poganjamo kri do možganov. Če imamo še druge opazovalce, druge mimoidoče, ki nam pomagajo, se bomo z njimi menjali na vsake 2 minute, da bomo lahko izvajali primerne stise prsnega koša do prihoda nujne medicinske pomoči oziroma dokler se oseba ne uvede. Kaj je mogoče še vedno največji problem med Slovenci, Evropejci, vsemi ljudmi na svetu trenutno, še vedno, je, da se bojimo pristopiti. Bojimo se, da ko bomo našli enega človeka, ki je zelo bolan, da recimo je neodziven na tleh, ne diha, ne upamo si pristopiti. Ne vemo, kaj narediti in rečemo, ok, saj bo to že nekdo, bo že prišel nekdo, ki je malo bolj izkušen, ampak se moramo zavedati, da največkrat se bo nekaj hudega zgodilo našim domačim, nekomu, ki ga poznamo. In takrat moramo znati pomagati. Prinesla sem AED in ga bom priključila na pacienta, kar nadaljuje oživljanje. Tu moramo biti pozorni, da ves čas nekdo še vedno izvaja temeljne postopke oživljanja, torej izvaja neprekinjene stise prsnega koša in umetne vpihe. Druga oseba, ki je prinesla defibrilator, pa ga bo namestila. Prvi korak, AED, prižgemo. Naprava, ko jo prižgemo, začne govoriti navodila. Prvo navodilo je: preverite odzivnost, pokličite na pomoč, sprostite dihalno pot in preverite dihanje. Ker smo mi to že vse naredili, sledi naslednji korak: namestite elektrode na gol bolnikov prsni koš. Ena sicer paše pod desno ključnico, drugo pa namestimo pod levo pazduho. Tako da je srce med elektrodami in bo največ električnega stunka steklo ravno čez srce. Tako da vzamemo elektrode, namestimo pod desno ključnico in pod levo pazduho, medtem ko še druga oseba ves čas izvaja temeljne postopke oživljanja. Defibrilator zazna elektrode na bolnikovem golem prsnem košu in gre v analizo srčnega ritma. V tem času se nihče ne sme dotikati bolnika. Oseba, ki upravlja z defibrilatorjem, tu sporoči vsi stran analiza, da se nihče ne dotika bolnika. Analiza traja približno 5 sekund. V tem času defibrilator zazna, ali je šok potreben ali šok ni potreben. V primeru, da je šok potreben, se bo naprava začela polniti in začel bo utripati rdeč gumb za šok. Ko začne gumb utripati, ponovno sporočimo vsi stran prožim šok, da se nihče ne dotika bolnika in pritisnemo gumb za šok. Po sproženem električnem sunku takoj nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja. Vkolikor smo uspešni z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja, se lahko zgodi, da se začne oseba ponovno odzivati. Torej, med izvajanjem stisov se začne oseba premikati, kašljati, lahko celo odpre oči. Takrat prenehamo stisi prsnega koša in ponovno preverjamo dihanje, prisotnost dihanja. Zvrnemo glavo nazaj in s tem odpremo dihalno pot in preverjamo dihanje 10 sekund. V 10 sekundah smo slišali 2 do 3 normalne vdihe in izdihe. Ni več v srčnem zastoju, je pa še vedno nezavestna, zato jo moramo dati v stabilni bočni položaj. To storimo tako, da
Roko, ki je bližje nam, odročimo v pravi kot. Drugo roko naslonimo na lice osebe in primemo za ramo ter primemo koleno, ki je oddaljeno od nas. Tako osebo primemo in z močnim sunkom jo povlečemo na bok proti nam. Tako. Osebo stabiliziramo, najprej tako, da damo nogo v pravokotni položaj, nato pa še zvrnemo glavo nazaj, da ima res odprto dihalno pot. Če ima že nameščen defibrilator, elektrode defibrilatorja ne odstranjujemo, ampak jih pustimo gor, saj bo defibrilator vsake 2 minuti preverjal prisotnost normalnega srčnega ritma. Hkrati pa tudi mi preverjamo prisotnost dihanja vsako minuto. Ob svetovnem dnevu prve pomoči vsem polagam na srce, da obnovite svoje znanje prve pomoči. Nikoli ne veste, kdaj boste v taki situaciji, da boste te postopke rabili. Pomislite tudi, kdaj ste jih nazadnje te postopke sploh obnavljali. A je bilo to za izpit za prvo pomoč, za voznike motornih vozil, kar je verjetno že kar nekaj časa preteklo vmes. Tako da pejte na delavnico, pejte na promocijo, vse te delavnice in promocije so zastonj in so vam na voljo, da se izobrazite v prvi pomoči.